Torej, lep pozdrav, hvala organizatorjem in vam za prijazno predstavitev. Jaz bom poskušal na kratko vam urisati, kaj so to matične celice raka. Potem bom na posebnem primeru možganskega tumorja glioblastoma opisal neko novo metodo, ki vzbuja upanje, da bomo preko znanja v matičnih celicah prišli do učinkovitega zdravljenja te bolezni, pa seveda posledično potem tudi drugih rakavih bolezni. Zdaj, če pogledamo, to je ena slika, ki sem jo vzel iz Scientific American, je več hipotez, kako rak nastane. Ta klasična teorija govori, da pride do mutacij v dveh vrstah celic, in sicer v tako imenovanih tumorsko-zaviralnih celicah ali po angleško supresorskih celicah, ki držijo v šahu izražanje genov, ki so proliferativni, ki stimulirajo celično rast, celično delitev. Se pravi, pride do njihove inaktivacije z mutacijo. Po drugi strani pride pa v drugih genih, to so tako imenovani onkogeni, to so pa geni naše normalne celične komunikacije, stimulacije celične delitve, rasti celice. Tukaj pride pa do mutacij, ki pa pospešujejo celično rast. Zdaj, kombinacija obeh dejavnikov prispeva potem nastanku take invazivne celice in temu se reče rak. To je prva taka hipoteza. Potem se je pridružila še druga, da obstajajo tako imenovani popravljalni geni, ki te napake popravljajo. Zdaj pa, če tukaj pride do mutacij, pa teh popravkov ni in se napake prenašajo na naslednje celične generacije. No, potem se je pa pojavila ena hipoteza, ki je bilo že zelo stara, ampak je prišlo do njene obnove. To je pa hipoteza aneuploidnosti. Se pravi, da se zgodi nekaj v celici, neki, rekli so jim geni gospodari, master geni, ki uravnavajo delitveno vreteno in pa vse dogodke, ki so povezane s celično delitvijo, da tukaj nekaj narobe in da pride do nenapravilne distribucije kromosomov in potem so različne populacije celic imajo nepravilno kombinacijo kromosomov, jih imajo premalo, preveč, ali imajo kakšne kromosomske lome celo in tako naprej. In temu rečemo aneuploidnost. Seveda večina teh celic umre, kakšne pa preživijo in potem imajo ta potencial nekaj nenormalnega razvoja, če imajo prednost pri rasti. No in potem zadnja hipoteza je pa rekla, da aneuploidnost ne nastane zaradi nekih genov gospodarjev, ampak da to čisto slučajen dogodek, ki privede do tega in potem je zapored dogodkov isto. Kasneje se pa zgodijo potem tudi mutacije v zaviralnih genih, pa tumorskih genih in to potem vodi do neke populacije celic, ki je zelo invazivna, ki rečemo rak. Zdaj, kako je sekvenca takih dogodkov, zdaj tukaj pogledamo, to so celice, tukaj so narisane, da tudi je bolj izpostavljeno, da vidno. Se pravi, nek dogodek v neko celico, ki je lahko normalno odrasla, diferencirana celica ali matična celica ali pa progenitorska celica, skratka, pride do nekega dogodka, zunanjega ali notranjega, ki povzroči mutacijo, se pravi, da se spremeni nekaj v genetski zasnovi in potem je taka celica spremenjena in ima znotraj populacije celic naenkrat začnejo rasti tako imenovan klon celic, ki rastejo hitreje od te, imajo prednost v rasti, temu rečemo celičen klon. Ampak še zmeraj je to neka predtvorba, benigna formacija. Potem pa pride znotraj, vidite, ta čisto normalno raste, ampak te njene hčerke, ki so se spremenile, imajo pa proliferativno rast. Potem pa znotraj te pride, zato ker se hitreje delijo, ker je genom odprt, pride do nekega drugega dogodka, pa neka celica pridobi spet neke večje lastnosti, boljše in pride do subklona, vidite, in potem ta ima še večjo rast in to je pa že malign tumor. In potem pride sekvenca dogodkov. Spet, ker zelo hitro rastejo, verjetno se bo nekaj zgodilo, še nek tretji dogodek, in taka sekvenca je velika in imamo subklone in nazadnje en tak klon, ki ima izrazito invazivno rasto, so pa metastatske celice. Zdaj, kaj je matična celica? Dve karakteristike so za normalno matično celico. Da je tako rekoč nesmrtna. Ona se deli, vedno se deli, se samo obnavlja v eno matično celico, pa v eno diferencirano celico. Skratka, diferencirano, ki ima svoje vloge v organizmu.
Več vrst matičnih celic imamo, imamo tako zvane totipotentne celice, to so embrionalne matične celice, te se lahko potem razvijajo, diferencirajo katerokoli vrsto celic našega telesa, ki pa sestavlja celice tkiva in organe. Potem imamo pluripotentne, to so recimo celice kostnega mozga, ki se lahko več vrst, več tipov celic razvijajo. Potem imamo pa tudi druge, torej odrasle telesne matične celice, to so pa celice, ki so nekje namenjene popravljanju poškodb v tkivih, ki se vedno v eno matično celico, pa diferencirajo celico tega tkiva. Zdaj tukaj vidite, da nekatere matične celice, recimo kot so mezenhinske, to so celice opornega tkiva, lahko diferencirajo v različne tipe telesnih celic preko progenitorskih celic, v različne tipe, odvisno od tega, v kateri del te progenitorske celice pripotujejo v organizmu. Zakaj, kakšne razlike med matično in progenitorsko celico? Matična je večno živa, progenitorska je pa malo bolj omejena, tukaj je že bolj usmerjena, nekaj vmesna stopnja med matično celico in tisto že diferencirano celico. Zdaj, hipoteza o rakastih matičnih celicah pravi, da se znotraj tumorske mase vedno pojavljajo neke celice, zelo malo jih je, ki imajo potencial lastnosti matičnih celic. In kar je zelo hudo pri njih, da lahko diferencirajo, tako kot se prej pokazal pri mezenhinskih celicah, v različne tipe, ampak znotraj tega tumorja, v različne celične tipe. Tako da tumor je zelo heterogen, kar predstavlja seveda za raziskave, za biologijo in pa predvsem za medicino velik problem, ker različni tipi celic so različno dovzetne za posege, ki jih hočemo opraviti, če hočemo zdraviti raka. Stvar gre približno takole do rakaste matične celice. Če imamo, lahko se razvije taka rakasta matična celica iz normalne matične celice in sicer ta gre normalno mišljeno normalno, in se bi delila v progenitorsko pativno celico, to je normalen razvoj, lahko pa gre zaradi mutacije, seveda pridobi potem lastnosti matični celici in postane rakasta matična celica lahko. Potem iz progenitorske celice se lahko isto zgodi, lahko pa celo iz odrasle diferencirane celice z dediferenciacijo pridobi lastnosti samoobnavljanja in pridemo do rakaste matične celice. Problem pri teh matičnih celicah raka je v tem, da so odporne na večino oblik zdravljenja, predvsem na kemijo in radioterapijo. Tako da recimo, če imamo terapijo konvencionalno, matičnih celic ne uničimo, pa prije do regresije tumorja. To je bila konvencionalna terapija. Zdaj tukaj, če bi bila pa terapija specifična, da bi te rakaste matične celice pobili, potem pa seveda bi prišlo do regresije tumorja. To je zdaj nekakva ideja. Zdaj jaz sem rekel, da bom na primeru možganskega tumorja glioblastoma vam tole pokazal. Zakaj? To je dober model, ker je tak rak, kjer se zelo pozno simptomi pokažejo, so neznačilni v začetku, so tak zguba spomina, čudno obnašanje, koordinacija, tak, kar imamo ljudje v starejših letih, podobne znake, tako da je težko opredeliti, zato zmeraj bolniki prepozno pridejo, ko je že tumor prevelik za učinkovit poseg. Potem tudi lokacija za kirurško odstranitev je problematična in seveda prisotnost teh matičnih celic. Terapije obstajajo, ena je mehna molekula, temozolomid, to je v bistvu metilira guanine na na kisilu potešiku, ki jih metilira, s tem je DNA seveda poškodovana in celico vodi v apoptozo, v smrt. Obstaja pa encim, ki to popravlja, te poškodbe zaradi temozolomida, tako da, če pa je mutacija tega encima, pa bolniki imajo ta encim okvarjen in je potem terapija pri njih lahko uspešnejša. Potem druga vrsta terapije je pa z monoklonskimi protitelesi, ki pa primejo predvsem faktorje oživljanja tumorja, angiogeneze temu rečemo. Zdaj, obje vrsti terapije v kombinaciji z radijom, kemoterapijo, kakšnih revolucionarnih rezultatov niso dale.
To je rak, ki po diagnozi obeta življenje približno 12 mesecev, s to terapijo se je pa za 3 mesece približno podaljšalo življenje bolnikov, tako da neke revolucije na področju nažalost ni bilo. Seveda tudi 3 mesece za nekoga nekaj pomeni. Zdaj, tukaj ne bom veliko zgubil, glioblastom nastane iz glije, glije je lepilo, ki nekako drži skupaj nevrone. Tukaj nevroni, vemo, kaj to so, komunikacija med nevroni. Tukaj je ta boljša slika, celice glije, jih je več vrst, so astrociti, potem so oligodendrociti, pa epidemociti in seveda več vrst tumore povzročajo. Astrociti povzročajo glioblastom, ki je najbolj tale fatalna oblika raka, to je 4. stopnja možganskega tumorja. Spet ponovno, to je slika, kako nastanejo te tumori, skratka smo rekli iz progenitorskih celic direktno, potem iz zdravih celic glije lahko nastanejo, tako kot sem že prej pokazal, ali pa z nevralnih matičnih celic. To je spet na tem konkretnem primeru ponovljeno, da v bistvu problem teh celic je, da z radiokemoterapijo jih ne uničimo. In zdaj ciljana terapija, če bi te celice uničili, bi pa bila velik napredek naprej. Kako bomo pa do tega prišli? Poiskati moramo markerje, biooznačevalce, biološke označevalce. In to so predvsem na proteinski ravni proteine, ki jih bomo lahko z določeni zdravili zadeli. Zdaj, taka terapija seveda je možna na 2 načina. Če so te proteini notranji dejavniki, potem bomo poskušali zaliti neko majhno zdravilo, specifično, ki bo ciljeno na en tak protein. Če je pa to zunanji membranski protein, potem pa običajno to ciljamo s protitelesi. Namen je, da blokiramo tak protein. Zdaj, celica normalna, take blokade, ki se počasneje raste, počasneje deli, nekako lahko preživi, ker potem prispije do izločenja teh dejavnikov. Rakasta celica, ki ima pa hitro rast, pa hitro delitev, pa tega ne preživi. Temu rečemo zdaj tudi ciljena terapija, poskušamo razvijati zdravila, da bomo ciljali sam ta dejavnik, ta protein, da ne bo drugih sistemskih stranskih učinkov. Zdaj, tukaj sem vam neko kaskado pokazal, to je kaskada, mislim, da je angiogeneze, ampak gre za to, da če nek dejavnik ugotovimo, pa ni angleška beseda je dragable, da ne moramo razviti zdravila proti njemu, potem pa poiščemo celotno komunikacijsko pot, pa kakšnega partnerja. Tak dejavnik nam izda neko pot, ki je pomembna za rast tumorja. Potem poskušamo zdravilo razviti po takem dejavniku. Tukaj je ena lista tehle markerjev glioblastomskih matičnih celic, ki pa vidimo so zelo inkonkluzivni rezultati. Nekateri to so zelo, nekateri so bili zadovoljni z njimi, nekateri ne, da so dobri markerji. Predvsem je pa problem vseh, da slabo razlikujejo med normalnimi matičnimi celicami, možganovine in pa rakastimi celicami možganov. Slabo razlikujejo, tako da si težko prvošimo v možganih neko tako terapijo, da bi tudi en kos možganov uničili, ker ne gre samo, da so specifični ti markerji za rakaste celice, celo astrociti, normalne celice možganov, ne pa še marker tak noter. Tako da smo mi potem pristopili k eni metodologiji, ki se reče tehnologija nanoteles. Ali ima koliko minutno pa še časa? Imam še, da to povem. To se pravi nanoteles. To so pa v kamerah pa lamah. Mi klasična telesa, vsi poznamo klasična protitelesa, 2 težki verigi pa 2 lahki verigi. To so potem hipervariabilne verige tole, vidite hipervariabilni deli. To je pa težko verižna protitelesa, ki lama proizvaja približno 50-50 enih in drugih, ima dvojen tak imunski sistem. In zdaj z gensko tehnologijo mi pomnožimo lahko samo tole hipervariabilno regijo, ki rečemo potem, če je rekombinantno proizvedena nanotelo. Ta nanotelo je perfektno, je mehno 2,5x4 nanometre, se pravi, da lahko zelo prodira skozi tkiva, tudi krvno-možgansko bariero, če je njegova izoelektrična točka v bazičnem področju, lepo gre skozi. Potem je zelo robustno, tako kot polimeraza, tak polimeraza ga lahko segreješ, dol spustiš temperaturo, pa je spet operativen.
topen je, skratka zelo primeren je, ne, kot terapevtik. No, zdaj, tukaj je razlika med klasičnim, to je ta hiperreabilna regija, ne, tole, ker je sivo, to je okvir, to, kar je rdeče, pa predvsem tale CDR3, to je complementary determining region, to regija, ki determinira antigen, protein, na katerega se bo to vezal, ne, specifiko. In vidite, tale je mičken daljša, kot je pri klasičnem in prekrije hidrofobno področje tega nanotelesa, zato je topno in ga lahko proizvajamo za razliko od teh klasičnih hiperreabilnih regij, ne, ki do zdaj nismo mogli proizvajati oziroma v omejenem obsegu. To je velika prednost. Potem, kar se tiče imunogenosti, ne pričakujemo in tudi poskusi nekaterih predklinični in klinični so pokazali, da je ni, ker je kristalna struktura kamelidnega skoraj popolna identična kristalnih strukturi hipervariabilne regije človeškega normalnega protitelesa. Zdaj postopek je enostaven, ne? Izbira materijala je potrebna, ali so to tumorske celice, ali so tumorske matične celice, ali so proteinske ekstrakti tumorja, ali pa so frakcije proteinske iz tumorja. S tem imuniziramo lamo, večkratne imunizacije, pobere se kri, limfocite, ne? In potem se ven izolira messenger RNA, in se potem z metodo PCR se ustvari knjižnico, se pravi, pomnožimo sekvenci, ki so specifične za nanotelesa in potem s fagnim prikazom v bistvu dobimo knjižnico fagov, ki na površini izražajo ta nanotelesa. Ne? In potem pa z ELISO to preverimo, se pravi, to proti ekstraktu iz tega materijala, s katerim smo lamo imunizirali, preverimo specifično vezave, poberemo tista, kjer je vezava res dobra. Torej, in potem vedno imamo na koncu, ko vzamemo tako specifično nanotelo, ki se izraža, diferenčno dodelamo, ne? Ki se izraža v raku, zmeraj gledamo pa proti normalnemu tkivu. Ne? Moramo ga pobrati specifiko pri ELISI, da se lepo veže na ekstrakt iz rakastega tkiva, ne pa iz normalnega tkiva. Ne? To je potem specifično. No in potem tazga poberemo in ga kot lovilca vzamemo, da potem iz ekstrakta tumorskih celic poberemo antigen tis protein, ki je rakast protein. In lepota te metodologije, da imamo zmeraj potem dobimo nanotelo in pa že protein, ki ga pa identificiramo z masno spektrometrijo. Se ga ugotovi, kjer je ta antigen, ne? In potem pride validacija, ki je na ravni kvantitativnega PCR, kako se res ta gen nadizraža v rakastih celicah ali ne, po na ravni western prenosa, na proteinski ravni se pogleda, ne, ali je res nadizražen ali ne, v tkivih se pogleda, kje je lokalizacija in so potem še kakšne druge metode, bom pokazal. Tukaj mi smo jih dobili celo vrsto teh nanoteles, ki so specifična pri glioblastomu. Zmeraj se pogleda, tukaj jih je par sekvenc, ali so sekvence specifične za nanotelo in tukaj res so, tukaj mora biti pa različno v CDR3, se pravi, da gre za različna nanotelesa, ne da imamo res različne klone. Potem se pogleda te, ki smo jih dobili, a so v kakšnih komunikacijskih mrežah, kakšna je komunikacija med njimi, to je stvar bioinformatike. To nam tudi pove, ali je pomemben igralec v celičnem življenju, ali je manj pomemben igralec. Potem z drugimi bioinformatskimi pristopi, ki zajemajo široke podatkovne podatke, se preveri, ali pripisujejo pomembno vlogo pri raku ali ne. In potem recimo vse to nas vodnih prepričam, da smo dobili en dober označevalc. Seveda potem pa preverimo, naredimo model računalniški in preverimo, kakšna je specifika vezave, ali se res specifično veže na ta protein, ali mogoče tudi nespecifičen za drugi protein, bioinformatsko to pogledamo. Potem se pogleda tudi dejansko, se z metodo elektronske spinske rezonance se pogleda moč vezave, specifičnost, se pogleda. No, na koncu se pogleda lokalizacijo, ali prodre v celico, ali se v celici res lepo veže, označimo ga, zmeraj ga označimo, da gledamo z konjugalnim mikroskopom lahko.
In potem pridejo in vitro poskusi. In vitro poskusi to je na različnih celičnih linijah, ali če prodrev celice res blokira rast celic, ali bo uspešen za terapijo. Ne? In včasih se izkaže, kot je v tem primeru, da kombinacija 2 ali pa 3 nanoteles dejansko zelo lepo razvoj raka zavre. Zdaj, problem pri temu pa je, mislim, po naših poskusih je bil vedno ta, da po 24 urah, 48 urah krasno umori celice, tako da jih enih 15% preživi, recimo, ne? Sam potem pa po enih 3 dneh pa pride do regeneracije rasti, ne, spet. Zakaj to? Zato, ker neka populacija celic, ki sem rekel, ne, neka populacija celic ali dobi mutacijo, da se zbudi aparat, ki izloča nanotelo, ali se zbudi proteolizni sistem, skratka več možnih odgovorov je. Ne. Zato je vedno priporočljiva kombinirana terapija z 2-3 takimi nanotelesi. Ne. Zdaj, podaljšanje v teh celičnih kulturah za nekaj dni še ne pomeni, da ni možno podaljšanje in vivo, ne, v živalskem modelu pa za precej več. Ne. Zato naslednji poskusi, ki sledijo, so po živalskih modelih. Zato moramo pa mi razviti vozičke, da bomo tja pripeljali ta nanotelesa. Nanotelo lahko pripeljamo v tem konkretnem primeru do možganov, lahko direktno, ne, ker lepo prodirajo celice, celo če imajo, kot sem rekel, bazičen PI, lahko pridejo skozi krvno možgansko pregrado, sicer pa rabimo vozičke. Ne. Vozički so pa 3 vrst lahko. To je en primer liposoma. Kaj je liposom? To je umetna kapljičasta tvorba, ne, iz membranskih lipidov. Mi uporabljamo arheosome. Zakaj arheosome? To so lipidi iz arhej, ker jih naše lipaze ne prepoznajo, ne? Temu rečemo nevidni liposomi. Ne? Zdaj, znotraj pa lahko ugradite karkoli in to prinesete do želenega tkiva. Morda pa ugraditi nek poseben označevalec, da boste ciljeno zadeli to vaše tkivo. Mi tukaj poskušamo ugraditi kakšno nanotelo, ki je specifično za površinske markerje glioblastomskih matičnih celic, v notranjosti pa mogoče še 1 ali 2 različna nanotelesa, ki bosta pa blokirala druge dejavnike v notranjosti celic. Ne? Zdaj, napredna tehnologija, ki jo razvijamo, je še na papirju, je pa, da bomo prinesli nanotelo, ki bo specifično za matične celice, v notranjosti pa genetsko informacijo, da se bodo geni za 2 ali 3 vrste različnih nanoteles izražali, ki bodo pa pod promotorji, pod stikali, ki jih bomo lahko prižigali v poljubnem momentu. To pomeni, da bomo z enim nanotelesom, ki ga prežgemo, spodbudimo, ne, v nekem določenem momentu, znižaš populacijo matičnih celic, nekaj pa preživi. Potem pa prežgeš drugo stikalo, pa se drugo nanotelo začne izražati, pa spet to dosežeš in tako znižuješ populacijo celic. Ne. Tukaj pa računamo, da bi lahko življenjsko dobo bolnika na ta način precej podaljšali. No, druga vrst, no to je ta vrsta z liposomi, ne, liposome lahko preko direktne celične fuzije not prenesete ali pa z endocitozo. Potem so membranski vezikli, to so giant plasma membrane vesicles. Zakaj smo te poskušali? Zato, če iz matičnih celic razvijate sorodnost membrane, ne, smo rekli, bo fuzija mogoče boljša, sam se je izkazali, da niso najboljši. Zdaj, zadnji krik mode so pa tako zvani egzosomi, to so majhni vezikli, ne, ki jih pa celice izločajo za medsebojno komuniciranje. Egzosomi pol prenašajo iz notranjosti celici marsikaj, prenašajo nukleinske kisline, lipide, proteine. Zdaj, če bomo mi matično celico vtihotapili nanotelesa, bomo sigurno dobili populacijo egzosomov, ki bojo imela te nanotelesa noter, ne? In ti egzosomi potem ciljajo celice v svojem okolju, specifično jih ciljajo. Zadnja stopnja je poskus in vivo. Tukaj imamo sodelovanje z profesor Lahovo z Inštituta za nacionalnih študij za biologijo, sodelovanje znotraj projekta glioma oziroma transglioma, so pa ribe cebrice. Zakaj so ribe cebrice zelo ugodne? Zato, ker v embrionalnem razvoju jim lahko transplantirate človeški glioblastom, se pravi, opazujete, ker so prozorno, opazujete razvoj tega tumorja
in potem lahko dozirate nanotelo noter, v taki ali drugačni obliki, s takim in drugačnim vozičkom in opazujete, kaj se dogaja. In seveda potem tudi preživelost tega gledate, to so živalski modeli. Nekje na te stopnji, to je na vhodu te stopnje smo, in upanje je tako, se pravi, še enkrat, klasična terapija so tumorske celice, pa rakaste celice, glioblastomo v tem konkretnem primeru, s kemoterapijo in radiacijo po kirurški odstranitvi ni popolna odstranitev, ker matične celice ostanejo, tam masa matičnih celic ostane in pride do ponovne rasti tumorja. Zdaj, če bomo pa mi matične celice poleg te konvencionalne terapije še s temi specifičnimi nanotelesi se jih lotili in upamo, da jih bomo uničili v največji možni meri, potem je pa seveda izboljšanje bolnikovega preživetja pričakovano. Seveda je to pesem nečkem bolj oddaljene bodočnosti, te napovedi so težke na področju raka. Zdaj, jaz se spomnim, ko smo govorili o genski terapiji, tam 30 let nazaj smo rekli, to bo pa jutri v kliniko prišlo, pa še danes ni. Ampak te odkritja v te celični biologiji pa molekularni biologiji pa eksponencialno takole gor. Tako da jaz sem sam presenečen, danes se že z bioinformatiko virtualno se reči rešijo, da so to sicer malo še strahopiten, ne verjamem, ampak gre tako hitro, da tudi jaz nič več ne razumem. In za zaključek v prid bioinformatike pa to, vedno sem rekel, da je to podporna veja mokrega laboratorija, kjer razvijaš stvari, tako kot sem jih skele omenil, ampak je moj doktorant, kolega je pa z bioinformatike, se pravi, je presejel tam, meni se 50 000 različnih genskih izrazov, genov, preko različnih bioinformatskih sit iz razpoložljivih podatkov, ki so seveda iz teh mikromrež, in je prišlo do dveh tarč, do dveh biomarkerjev, ki sta membranska, ki se je izražal samo v embrionalnem razvoju in ki ne bila specifična do matičnih celic raka. Sem rekel, wow, to je pa krasno, sem ne verjamem. Sem potem pa naredil validacijo, Western blot je pokazal, da to verjetno res drži, in kar me je pa najbolj očaralo, pa hkrati razžalostilo nad mojim prepričanjem, da bioinformatika ni stvar take prihodnosti, da smo v neodvisni knjižnici nanoteles, ki nimajo nobene zveze s tem bioinformatskim diskurzom, smo najbolj nanotelesa proti tem dvema označevalcema. Tako da tukaj sem jaz rekel, sam tako še enkrat rečem, wow, mogoče pa res nimam prav. Se pravi, z roko v roki, ampak vedno morate biti obe vedi ta in siliko, bioinformatska, pa mokri laboratorij, da v končni fazi pridemo do faze in vivo poskusov, ki je pa predstavljeno, da gremo lahko potega kliničnih poskuse. Toliko. Hvala lepa za pozornost.